Jaz bi samo na kratko, v bistvu namesto polne prezentacije, kot sem si jo pripravila, bi morda samo na kratko uvedla ta drugi del. In sicer bi začela ravno z tem znamčenjem oziroma brandingom, glede na to, da imamo posvet o tem, kako kulturne iniciative in kreativne industrije prispevajo k zeleni prestolnici Evrope. In sicer se mi zdi v bistvu znamčenje kot nek način, ki ga uporabljajo sodobna mesta za to, da v bistvu ustvarjajo neko podobo, da so privlačna za življenje, privlačna za turizem, privlačna za investicije, privlačna tudi za delo in ustvarjanje nekih gospodarskih učinkov. In zdaj Ljubljana, kaj je zdaj Ljubljana delala za to, da je dobila ta naziv, mislim, da smo v tem uvodnem, jutranjem delu slišali, je pa tudi to v bistvu relativno dobro razloženo na njihovi spletni strani o zeleni prestolnici, te različni poudarki mestne politike, ki zelo stavijo na neke trajnostne, recimo mobilnostne ali pa zelene prakse, dobesedno zelene, torej neki zeleni prostori, kako na kakšen način upravljati s tem. Tako da jaz bi mogoče prišla samo konkretno na, če bom jaz to znala. Okay. Ne bom se ukvarjala toliko s konceptom trajnostnega razvoja, to, kar sem imela v nekem tem bolj teoretsko razloženem delu, ampak bi šla v bistvu kar konkretno na te dve praksi. In sicer sem izbrala urbano kolesarjenje in pa vrtičkarstvo. Zdaj, kaj se je zgodilo, ko je Ljubljana v bistvu zaprla ta ožji del mesta za promet? Začelo se je več druženja, v bistvu so se tudi lažje organizirali določeni dogodki, ker je bilo več prostora, ni bilo več nekih ovir, manj določene vrste hrupa, seveda se je pojavil nov, tudi manj onesnaženja, je v bistvu spodbudilo do tedaj zapostavljene oblike trajnostne mobilnosti in torej kolesarjenje. In mesto je v bistvu k temu pripomoglo tudi z nekimi čist infrastrukturnimi spremembami, torej nekimi kolesarskimi povezavami, signalizacijo in pa tudi, saj tako kažejo pogovori z meščani, z uvedbom sistema bicikl, ker kot so mi povedali, v bistvu tisti, ki niso imeli recimo svojega kolesa ali pa so bili toliko daleč doma, da niso mogli v mesto s kolesom na dnevni ravni, jim je to predstavljalo precej lažje premikanje po mestu in to je povzročilo nek razmah kolesarjenja. Tako da v bistvu se je na nekih lestvicah kolesarjem prijaznih mest zdaj začela pojavljati tudi Ljubljana, na eni najbolj vplivnejših Copenhagen Index je bila recimo lani 13. Kar je sploh bil velik preskok, glede na to, da se prej na teh lestvicah sploh ni pojavljala. In zdaj na te spremembe so se pa potem odzvali tudi ustvarjalci, torej neki samozaposleni v kulturi ali pa podjetniki, odvisno za kakšno obliko delovanja so si izbrali, ker v bistvu je kolesarjenje spremenilo tudi neke te potrošniške vzorce, ker je bil spet omogočen dostop do recimo trgovin, kjer je že prej bilo težko pridati recimo z avti ali kakorkoli. Ampak tudi, ker je bil tak razmah, so se potem začele razvijati tudi podjetniške ideje, kar kažejo recimo tudi projekti na Kickstarterju, kjer na svetovni ravni je to nepregledna množica, ne vemo, od opreme, koles, takih drugačnih. Na slovenski ravni so bili pa 4 taki projekti, vsaj takrat, ko sem jaz to v bistvu gledala, ki so bili res direktno povezani s trajnostno mobilnostjo. Tukaj so predstavljeni, da ne bi zdaj v bistvu razlagala to. Je pa kolesarjenje v bistvu prešlo tudi v druge poklice, ki se ne vodijo v neke tem ustvarjalnem smislu, torej tiste, ki mogoče bolj uporabljajo neke obrtniške spretnosti, da, ne vem, obnavljajo stara kolesa, sestavljajo butična, posebna kolesa, se ukvarjajo z nekim kurirstvom na kolesih, kar je recimo v Evropi in na svetu zelo vzponu, pri nam se šele razvija. In tudi socialno podjetništvo recimo je vstopilo kolesarjenje z neko reciklažo starih koles, seveda ob podpori evropskih sredstev. Je pa to zelo vplivalo tudi na razmah nekega bolj nišno usmerjenega turizma, predvsem te dogodki.
Pa ni šlo to samo za dogodke, za obiskovalce, ampak predvsem za prebivalce, ne samo tok mest, ampak tudi recimo nekih drugih območij, sosednjih območij. Ne vem, Slovenija kolesar je ena taka zelo akcija, ki se tudi posveča odkrivanju, ne vem, kulturne dediščine in pokrajin na kolesih. Potem so pa to še seveda različne kolesarske, turistične poti in pa različne prireditve. Teden mobilnosti je nekaj, kar recimo redno organizira Mestna občina Ljubljana, kjer se tudi neka trajnostna mobilnost in tudi kolesarjenje promovira. Potem so pa bolj alternativni dogodki, alternativni v smislu, da so bolj morda subkulturno naravnani in tam je bil Musfest, recimo je nekaj let, oziroma mislim, da 2 ali 3 leta trajal in pa lani je bil recimo en tak dogodek Piči dalje v Šiški, ki je pa sploh neka taka kolesarska cona, tudi ob podpori Kina Šiška in njihovega projekta What's the Deal kulture v gibanju. Zdaj, druga taka praksa je pa v bistvu urbano vrtnarjenje, o kateri bo spregovorila naša naslednja sogovornica. To je antropologinja, ki je prej delala na Leibnicevem inštitutu za geografijo v Leipzigu, zdaj pa se preselila na Tehnično univerzo v Dresdnu. Tako da čisto na kratko recimo to neko kaj se zdaj dogaja z vrtičkarstvom v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana ima seveda zdaj svojo politiko urejanja nekih tipskih vzorčnih vrtičkov, poleg tega se pa uveljavljajo tudi najrazličnejše druge prakse, od skupnostnega vrtnarjenja do akvarilskega zasedanja nekih zelenih površin, do, ne vem, vrtnarjenja z dogovorom ali pa, ne vem, začasna raba prostora, tako da zelo različne oblike. In sicer gre za to, da zelo redki, kjeri so samo oskrbni vrtnarji, bolj gre za to, da je to neko vrsta druženja zabave, tudi vzgajanja otrok, recimo za delo z zemljo, za neko bližino z naravo, medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje, solidarnost, tudi neke neformalne menjave ekonomske recimo se dogajajo. In ima v bistvu ta praksa poleg ekonomskega, kjer pa vseeno gre ponekod za neke, recimo, če pridelaš svojo hrano, ti jo ni treba kupiti, veš, kaj pridelaš, veš, da je, ne vem, zdrava, dobra, odkot prihaja. Gre v bistvu bolj za neke te mehke, nemerljive družbene učinke, ki pa zelo veliko pripomorejo k kakovosti življenja v mestu. Tole je pač ta vzorčni primer nekega alternativnega vrtnarjenja na en način, to je to skupnostni vrt onkraj gradbišča, ki ga bo tudi kolegica predstavila, tako da ne bi v bistvu izgubljala besed z njim. No in te dejavnosti, neko samo pridelava ali pa sploh obdelava zemlje in pa ukvarjanje s hrano je potem spet spodbudilo najrazličnejše podjetniške in kulturne prakse. Od, ne vem, Ljubljana nam je recimo, to je neka blagovna znamka ene podjetnice, ki se ukvarja z gurmanskimi sprehodi po Ljubljani, potem se recimo Zelemenjava ali pa Zadruga Urbana, ki bolj stavi na neko neformalno izmenjavo, recimo pridelkov in drugih dobrin. Imamo seveda odprto kuhno kot en glavna turistična atrakcija Ljubljane vsak petek. Potem imamo pa še bolj socialno usmerjeni podjetji, kot so Druga violina in pa Center Kultura ima gostilno dela, kjer usposablja ljudi s posebnimi potrebami za delo v gostinstvu, medtem ko Druga violina gre bolj za neko vključevanje v neko mainstream življenje. No, tako. In zdaj, v bistvu je pa bistveno vprašanje, ki se tukaj poraja, ali take dejavnosti pomenijo izboljšanje kakovosti javnih prostorov in s tem kakovosti življenja za vse, ker statistika kaže, da je kakovost javnih prostorov močno povezana z kakovostjo življenja na splošno. Torej, kako se ljudje počutijo v javnih prostorih, vpliva na to, kako oni ocenjujejo kakovost svojega življenja. In zdaj, če vzamemo samo tako na kratko 3 take primere, recimo najbolj se opeva mestno središče, je postalo zaprto za promet, zanimivo za turiste, ampak zdaj to pa tudi ni vsem prebivalcem všeč, ker se je vseeno v določenih primerih otežil njihov dostop do stanovanj, turistično manj zanimive trgovine so bile izrinjene iz nekega mestnega središča, tudi določenih uslug ni več najti tam. Poleg tega je zagotovo večja gneča tam in pa nekatere vrste hrupa so se tudi povečale. Prej je bil sicer mogoče bolj hrup od prometa, zdaj je pa kaj drugega. No in drugi primer, tak zelo značilen je Park Tabor, ki se je recimo v analizi in kolesarjenja in vrtičkarstva pojavil
torej obakrat. Recimo kolesarsko društvo Muslav je tam organiziralo svoj Musfest, zelenjava je tam pripravljeno prve množičnejše izmenjave sadik in pridelkov. In to je v bistvu nek tak primer, ki ga sploh mediji prikazujejo kot primer dobre prakse. Hkrati pa prihajajo tudi do določenih kritik, od katerih se pa različno strinjajo. Nekatere pravijo, da so upravičene, drugi pa pravijo, da v bistvu brez nekih teh iniciativ tako in tako ne bi prihajalo do nekih takih bolj do oživljanja javnih prostorov, da vseeno potrebujejo skupine nekoga, ki prevzame neko pobudo. Sam eno kritiko bi prebrala, ker se mi zdi, da je tako, da se zelo ponavljajo neke te formulacije vseh kritik teh nekih praks. Citiram. Prisvajanje praks od spodaj strani nevladnih organizacij, ki za 3 delovna mesta prodajo te prakse oblastnikom, jih za ta namen uokvirijo, institucionalizirajo in integrirajo sistem po eni strani, po drugi strani pa prodajajo zgodbo o participaciji lepim meščanom, ki še zmeraj čakajo, da bi nekdo nekaj organiziral namesto njih. Politične prakse nevladne institucije zapakirajo v lepe trendovske izdelke in jim vzamejo politični naboj, ko park postane prelet, da bi se v njem lahko udobno zadrževal klošar, ko postane po noči preglasen in ga je potrebno zaklepati, ko se v njem začnejo dogajati lepi dogodki za oglajene meščane, v njem ni več prostora zame, po balini se ne počutijo več udobno in niso edini, ki so iz javnega prostora na takšen način izrinjeni. Zelo podobna formulacija se seveda tudi pri vrtičkarstvu pojavljajo. Po eni strani se vidi vrtičkarstvo kot neka kritika instrumentalizacije nekih oblasti, po drugi strani pa spet se vse te skupnostne vrtnarje, vse te neke bolj, kaj ne rečem, prakse, mogoče bolj prakse srednjega razreda spet vidijo kot da uzurpirajo neke stvari, ki bi morale biti skupno dobro in same po sebi umevne, da jih izvaja kdorkoli pač želi. Zdaj, kaj pravijo recimo statistika na to prizadevanje mestne občine? Leta 2012 je bilo po raziskavi Eurobarometra oziroma Eurostata 85% Ljubljančev zadovoljnih z javnimi prostori, ampak glede na to, da se je vmes pa potem zgodilo zapora mestnega središča in razmahnile neke te prakse, o katerem sem govorila, se je ta zadovoljstvo povečal le za 1%, splošno zadovoljstvo z življenjem v mestu pa za 2%. Tako da ljudje sicer govorijo, da je Ljubljana naredila fantastičen preskok, ampak očitno bo moralo pa mesto morda pa najti eno drug način, če bo želelo zdaj ta kakovost javnih prostorov pa kakovost življenja dejansko uporabiti kot socialni indikator za povečanje svoje konkurenčne prednosti in morda je rešitev tudi v nekem vključevanju ali pa sploh opažanju nekih teh institucionalno nepodprtih alternativnih ljudskih praks, če tako rečemo, torej tiste, ki res izniknejo iz ljudi.